Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni pravljici bomo kar vsi skupaj poskušali razvedriti zmaja po imenu Zmaj, ki je žalosten in osamljen. Boste pomagali? Ja? Potem pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Kdo ima rad zmaja? Pridi bliže in poslušaj. Še malce bliže. Še malce. Opa, preblizu, še zlasti, ker zmaj zdajle ni najboljše volje. Nesrečen zmaj zna biti malce bojevit in ognjevit v dobesednem smislu. Kaj če skupaj štejemo do 10, da se malce ohladi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veš, danes je vsakoletni festival prijateljstva. Zmaj se je tega praznovanja veselil že vse leto. Gre za enega najbolj veselih, najbolj prisrčnih in najbolj razborljivih dogodkov v letu. Ta dan preživiš s svojimi najdražjimi, se sprehajaš po tržnicah, poslušaš vesele glasbenike, obiščeš vedeževalko, gledaš viteške igre in dvorne norčke med žongliranjem in najpomembnejše, s prijatelji uživaš ob dobri hrani. Toda vsi zmajevi prijatelji so strašno zasedeni. Kam gredo vsi? O ne, pomahaj kuharjema v slovo. Poklicali so ju, da bi kralju in kraljici odnesla slastno večerjo. In glasne viteze so nazadnje videli in slišali, ko so odjezdili v začarani gozd. Hura, jupi, juhej! Poglej, kako odhajajo. Tako so zabavni in razigrani. Nič čudnega, da je zmaj rad v njihovi družbi. Pošlji jim poljub, dokler jih še vidiš. Zmaju je zelo težko pri srcu. S tvojo pomočjo ga lahko razveselimo. Pokazati mu moramo malce ljubezni. Pokimaj z glavo in 2-krat pomežikni, če misliš, da mu lahko pomagaš. Hvala. Nameni mu par prijaznih in spodbudnih besed. Hej, zmaj, veš, kaj je čudovito? Ti, če tudi imaš slab dan. Zdaj pa ti. Položi mu roko na srce in mu reci nekaj prijaznega. Prikupen, prijazen, sijajen, enkraten. Odlično povedano. Iz njegovih nosnic se že precej manj kadi. Zdaj pa ga lepo pobožajmo po luskah. Veš, kaj me v takih dneh spravi v dobro voljo? Smeh. Povejmo mu kakšno šalo. Zakaj zmaji ne morejo igrati hokeja? Če bruhajo ogenj, se led stali.
Ali smo ravno slišali, da je malce prhnil od smeha? Razvedrita me tudi poslušanje najljubše pesmi in ples. Morda je čas, da zaplešemo. Lahko se sučemo, migamo in se hihitamo, vse dokler nismo bolj veseli. Pokaži zmaju svoje najljubše plesne gibe in morda ti bo tudi on pokazal svoje. Migaj, suči se, hihitaj se. Čakaj malo, stop. Nekaj ni prav. Šment. Kaj se je zgodilo? Pa tako dobro nam je šlo. Ne skrbi. Kaj pa, če poskusimo topotati z nogami? Ne ustavljaj se. Topotaj naprej. Dobro si jo odnesel. Oba zmajem sta videti v redu. Dajmo si petke. Po toliko miganja in poplesavanja si vzemimo trenutek in nekajkrat globoko vdihnimo. V zmajevskem slogu seveda. Ulezi se na tla. Sprosti svoje luske. Vdihni skozi nos in izdihni skozi usta. Še posebej pazi, da ne boš bruhnil ognja. Opa! Mislim, da nam je uspelo. Zmaj se z našo pomočjo počuti bolje. Počakaj malo. Si slišal to? Slišati je, kot da zunaj vlada precejšen direndaj. Zdi se, da nekdo vzklika zmajevo ime. Zmaj! Zmaj? Tok, tok. Je kdo doma? Presenečen je zmaj. Za tiste, ki jih imamo radi, vedno najdemo čas. In tebe, zmaj, imamo neskončno radi. Pri takem slavju brez konfetov ne gre. Stresi knjigo in poglejmo, kaj se zgodi. Hura! Mislim, da je zdaj na vrsti še skupinski objem. Kaj praviš? Mi obožujemo zmaja. Ko enkrat zapreš knjigo, jo pridrži k sebi in jo močno stisni. Zmaj bi rad, da se tudi ti počutiš ljubljenega. Bravo, uspelo nam je! Najlepša hvala za vašo pomoč. Ta prisrčna pravljica je v nas prebudila prijetne občutke prijateljstva ter topline. In včasih je to prav vse, kar potrebujemo. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še mnogim prijetnim, zmajsko obarvanim pravljicam. In ne pozabite se naročiti na kanal. Lepo se imejte in bodite prijazni še naprej. Pošiljam vam zmajev pozdravček. Čau, čau. Simpatična slikanica.